Tudi oktober je na Bledu obarvan z glasbo, plesom in igro. Temu še pred nekaj leti ni bilo tako, zato so se v Kulturno-umetniškem društvu Bled odločili to spremeniti. Letos so organizirali že 6. folklorno-narodno-zabavni večer Oktoberfest na Bled. Več o samem dogodku nam je povedal Andrej Begovič, predsednik Kulturno-umetniškega društva Bled, ki deluje že 72 let in sodi med najstarejše folklorne skupine pri nas. Mi smo tukaj malo pomešali oziroma naredili malo narodno-zabavne muzike in malo ljudske muzike oziroma po ljudskem izročilu, tako da se lahko vidi različne melodije iz našega okoliša. Vse prisotne je skozi program prireditve popeljal dolgoletni častni član KUD Bled Franci Černe. KUD Bled šteje 25 članov, ki delujejo v 3 sekcijah. Folklorna skupina Bled, pevci iz Potosojnice, ki pojejo ljudske pesmi, in godci ljudskih viž Šmentana Muha. Na odru festivalne dvorane pa niso bili sami. Imamo folklorno skupino Sveta Ana, ki se bo predstavila z 2 različnimi koreografijami. Imamo 2 ansambla, in sicer Tik Tak in Štuberger. Poleg tega se bomo pa predstavili tudi vse sekcije Kulturno-umetniškega društva Bled z mjuziklom Ta zgubljen desc. Gre za avtorski folklorni mjuzikl. Se sam to čakal, da špit jedu pa pil. Zdaj no, vse drugače se imamo prav lepo. Prav lušten je tle pri nas na deželi. Vključil sem pa vsekakor tudi plese naših mentorjev. Za glasbo je poskrbela Urška Praprotnik-Zupan. Muzikal je pa sestavljen tako, da v bistvu glavno dogajanje je ribanje repe in izdelava mošta. Zgubil se je pa ta glavni lik, ki se ga je malce napil in ga žena išče, in to je v bistvu rdeča nit celotnega mjuzikla. Pa ga na koncu najde? Na koncu ga najde, tudi mora delati, pa malce tudi zaplesati. Ja, plesa na ta večer res ni manjkalo in prav ljudski plesi, še bolj pa glasba, imata v življenju Urške Praprotnik-Zupan posebno mesto. Ja, v bistvu gre tukaj za ljudsko izročilo. S tem sem bila jaz vedno zelo blizu, citre so inštrument, ki je s tem zelo povezan. In zelo naravno mi je bilo, da poznam kar vse ljudske pesmi. Ko sem šla plesati zraven, je vse zelo spontano steklo, tisto, kar se je pelo, tudi ravno tako melodije. In to, da je v bistvu delo z ljudsko dediščino, to pač jaz rada počnem. To je del mojega življenja. Nadaljujem, prenašam tudi na svoje otroke. Zdi se mi en tak fajn način, da še našim zanamcem pokažemo, kdo smo sploh bili. Članica KUD Bled je od leta 2002. V bistvu se je vse skupaj začelo s sodelovanjem na zelo podobni prireditvi. Namreč člani tedanje skupine, ko še nisem bila članica, so potrebovali neko glasbeno spremljavo na Citrah in so me povabili k sodelovanju, no potem se je pa kar nadaljevalo. Prišla sem na vaje, videla, kako stvari potekajo, plesala nekaj časa, hkrati sem študirala violino in violo in sem začela potem še igrati. Potem pa je ena stvar peljala k drugi, šla sem na izobraževanja, postala mentorica in zdaj so okoliščine pripeljale tudi do tega, da pomagam skupino voditi za to prireditev. Tudi Bojan Glasar, umetniški vodja folklorne skupine Kulturnega društva Sveta Ana iz Slovenskih Goric, je že od malih nog tesno povezan s folkloro. Pravi, da je ohranjanje tradicije in kulturne dediščine tisto najpomembnejše in seveda prenašanje le-te na mlajše generacije. Meni se zdi, da je to predvsem pomembno, da se mladi danes udeležujejo. Mogoče je bilo pred leti trend, oziroma niti ne trend, ampak mogoče napačno mišljenje, da so ljudje rekli, folklora, to pa je za neke stare ljudi, pa to plešejo pa detki pa babice. Danes mislim, da ni tako. Mislim, da je v Sloveniji ogromno mladih folklornih skupin, predvsem, bomo rekli, najstnikov, ki se ukvarjajo z folklorno dejavnostjo. Je pa dejstvo, da pa je mladim treba folklorno dejavnost približati na čisto drugačen način, kot se je ta prenašala mogoče pred desetletji. Danes vemo, da so mladi ljudje, predvsem dijaki, študentje, tudi osnovnošolci, vpeti v ogromno dejavnosti in jih potegniti stran od interneta, od Facebooka, od Instagrama, od vseh teh omrežij, ki jih danes poznamo, in jih po domače povedano privleči, pa reči, čak, zdaj bomo od Juri plesali, je kar težko, ampak se da.
z dobrim delom, z dobrim načinom in z nekim pristopom se da, še vedno pa se mi zdi eno tako vodilo v slovenskih folklornih skupinah, da se da zelo poceni potovati s folklornimi skupinami. Ne. Jaz bom rekel, da sem doma prepotoval celi svet s folklora, nikoli ne bi obiskal držav, kot so Venezuela, Kukovi otoki, Nova Zelandija, Avstralija in takšne države, verjetno nikoli privat, ampak s folklorom sem se pa podal na te festivale, ker je bilo zelo zanimivo. Ja. Tako, še en razlog več, zakaj se včlaniti v folklorno skupino. Če ste zamudili Kud Bled na odru, jih lahko obiščete vsako soboto na vajah v osnovni šoli Gorje. Med se vabijo nove člane. Seveda pri folklori ne gre brez druženja, dobre hrane in pijače. Vse to je po koncu prireditve sledilo v predverju festivalne dvorane. Jaz vedno pravim, da folklorna skupina, če deluje dobro, je to ena taka velika družina, ki nima ni mame in očeta, ampak je vse skupaj ena velika celota.